po denarju. Ja, res A lepo. tukaj hranite veliko denarja? Da in ne. Nekaj ga imamo shranjenega, ampak večinoma ga dajemo v obtok, se pravi v trgovine, v druge banke, v avtomate, se pravi te bankomate in tako naprej. Zakaj ima pa vsaka država drugačno slikco? Zato, ker je to neke vrste ponos tiste države, da pokaže, kaj je, kakšne stvari ima ona v državi, kakšne pomembne stvari. A torej na tisto, kar smo mi ponosni, damo na tisto, kar je kovanje. Slovenija Primož ponosna, Trubar. damo gor, recimo Primož Trubar. Ja, še kaj? Triglav. Triglav, Lipicanci. tako. Potem imamo pa še razne kovance, ki jih pa države izdajo v posebnih priložnostih. A s tem posebnim denarjem grem lahko jaz tudi v tujino? Pač. Ne, nažalost ne. Ti posebni evri, ki jih izdajamo pri nas, tudi ti za 3 evre, se lahko z njimi plačuje samo v Sloveniji. V tujini vam jih ne bi hoteli vzeti. Oziroma bi jih najbrž vzeli za spomin, ampak kot plačilno sredstvo pa tam ne veljajo. Od kje pa vi dobite denar, pač cela banka ga vi tiskate ali ga kdo drug tiska? Ne, Banka Slovenije nima svoje tiskarne, mi ga natisnemo v nekih tujih tiskarnah in ga potem pripeljemo v Slovenijo in potem distribuiramo po bankah in po trgovinah. Koliko bankovcev pa obstaja? 5 evrov, 10, 20, 50, 100, 200 pa 500. 500. Veliko ljudi pa sploh ne ve, da bankovec za 200 evrov sploh obstaja. Ja, res je, bankovcev za 200 je zelo malo v obtoku in nekako jih ljudje ne uporabljajo. A pač ta je tudi kaj vreden? Ta je tudi ureden, piše gor 10 evrov in to pomeni 10 evrov. Če bi ga razbil pa dal ven, bi lahko z njim kaj plačali. Ja, če bila zelo sila za ti sladoled, bi ga razbil, pa bi šli z njim kupiti sladoled. A to je čist pravo zlato? Ja, to je pa čisto pravo zlato, sam je tako težko. Oj, oj. A ne, tako majhen košček pa tako. Leto. Zlatu se cena zelo giblje. To je danes približno vredno, približno 40 000 evrov. Samo ena taka ploščica, Ena taka 40 ploščica. 000 evrov. No, za primerjavo imamo pa tukaj denar, tako kot pride iz tiskarne. Koliko pa je tukaj noter bankovcev, kaj mislite? A jih je 100, a jih je 1000, a jih je 10 000? Je srečen 1000 jih je. In če je vsak po 10 evrov, koliko je to pol uredno? Koliko je to 10 uredno? 000. Ja, 10. 10 10 000 000. vredno. A se je vama pa že kdaj zgodilo, da ste v trgovini dobili strgan bankovec? Ja. Ja? In kaj mislite, da se naredi s temi poškodovanimi bankovci? A so pol še vredni ali niso več vredni? Ne. A niso več vredni? Jaz pa trdim, da so. Če jih prinesete v Banko Slovenije, vam jih bomo mi zamenjali. In tukaj imam jaz kar nekaj takih primerov, ko je nekdo poškodoval, recimo to je en zelo opran. Tukaj so ga zelo veliko prala, ne. Tukaj je opisan, tukaj je sežgan, recimo. To je Tukaj je protivlomna s naprava. protivlomno napravo bil obarvan. Ta je bil polit z sok, s katerim sokom je bil polit? Malinovcem. Z malinovcem, po mojem, da je z malinovcem. Ta je strg. Ta je strgan, bom rekel, se skozi. In če tak Po temu bankovec... so pa hodili. Ja, tega so pa zelo Ta bi zmačkali. lahko našli. Kaj so pa s tistem naredili? Ampak ta zdi ga čisto. Nekdo ga je plastificiral, a ne? Najbrž je mislil, da bo več ureden, ali kaj, če ga bo plastificiral, tako tiste, ki smo jih prej imeli. Ampak ne, gledajte, take bankovce, če jih kdaj dobite, jih prinesete k nam v Banko Slovenije. Samo v Banki Slovenije jih lahko zamenjate in vam bomo dali recimo za enega takega strganega za 500 evrov, vam bomo mi izplačali 500 evrov. Kaj pa, če je raztrgan na 2 dela? A pa dobimo za vsako polovico enega celega, ne? A, sem jaz vedel. Ne, to je pa eno pravilo, da mora biti vsaj več kot polovica en del, pa ga pa zamenjamo. Tukaj na mizi imamo različne bankovce. Recimo tukaj imamo 3 bankovce, 2 sta ta prava, eden je pa ponarejen. Najprej bankovec primete v roko, poskusite papir, koliko je mehak, potem z nohtom popraskate na teh mestih, kjer je na bankovcu reliefen tisk. Tukaj se pa še bolj močno čuti. Tako, in potem naslednja stvar, pogledaš bankovec tako proti svetlobi. In tukaj na tem nepotiskanem delu vidiš še vodni znak. Ja. In ko pogledaš bankovec proti svetlobi, vidiš še varnostno nit. Rečem, da je ponarejen tale. Ja, zakaj? Tukajle se vidi ta portret Evrope je Tako. plastičen, na tem so tudi te črtice, Ja. ampak so tudi tam, ki niso narisane, pa tle čez se nič ne vidi, Bravo. pa tle ni nič snov tip, Ja, je gladek, a ne, ni nič tlele reliefen. tudi, pa v tem traku nič ne piše.
Aha, pa tukaj se te številke, ki pogledaš pred svetlobi, je cela številka, tukaj je pa tako površno narejeno.